Stari, je to možno? A slišiš to? Dej, Uberture. Gledam, jaz nisem motorne žage tukaj v bližini bajte slišal že mesece. Ampak zdaj, ko sem se pa spravil to posnet. Ok, malo tišine imamo, danes se bomo pogovarjali o zanimivih stvareh, pravzaprav o 3 rečeh, skupni imenovalec vseh, ja to je pa Huawei. Mimogrede, da novte rekli, da vas nisem opozoril. Ta trenutek zdajle je idealen čas, da se vsi tisti, ki vam to ne ustreza, razbežite. A veš, da se ne bomo pa kregali, da komotra pa sam reklame snem. Jaz sem tukaj zaradi avtomobilov. Fair enough. Imaš vso pravico, da se obrneš stran, pa se vrneš nazaj takrat, ko bodo na vrsti spet avtomobili. To bo pa mimogrede kmalu. Kdor bo pa vstal, pa lahko računa tudi na kakšno koristno informacijo. Ok. Zdaj pa lahko začnemo. Drugače pa tako, da se bo tale vlog vrtel okrog ene majhne rdeče zadeve na mojem laptopu. In to je točno tale ura, ki jo držim v roki. No, uradni mi je Huawei Band 6. Pa iskreno, imel sem plan, da bom naredil en tak zelo ličen unboxing, zato ker tale Band 6 pride v ene taki zelo lepi beli škatlici. Sam, ko sem odprl, sem bil malo... Ne, da sem bil malo štorast, nastrpan sem bil, pa sem pa vse skupaj raztrgal, pa v glavnem, zdaj pa že zunaj. In tako, ko se za novo generacijo, predvsem pa v primerjavi s prejšnjo spodob je močno izboljšana. Ta prva stvar, ki jo želim poudariti, je vzdržljivost baterije. Huawei pravi, da zdrži 14 dni. Jaz moram priznati, da 14 dni v kosu je tudi približno nisem nosil, kljub temu, da je pri meni že več kot mesec. A što je pa zato, ker ponovadi nosim tole, to je GT2, ampak glede na to, koliko sem jo nosil, kaj sem vmes vse preizkušal, katere programe sem izkoriščal, lahko to vzdržljivost potrdim. Ko sem jo testiral, sem jo uporabil za različne stvari, med drugim tudi za preizkus oziroma preverjanje spanca, pa stresa. Srčen utrip itak veš, da mer pa kvaše kisik v krvi. Zdaj ta kisik v krvi, ne? To je ena stvar, ki je sploh v teh časih, ko se ukvarjamo s to pandemijo in z vsem, kar pač pride zraven, je dosti pomembna reč, če vprašaš mene. Jaz preden sem imel tole in sem že nekaj časa nosil GT2, se me je lotila tudi korona. Zdaj, jaz vem, da to niso absolutno točni merilni instrumenti. Ampak stari, ko sem se jaz zjutraj zbudil, pa sem imel feeling, da se ne počutim najboljš, pa sem rekel, daj ti meni zmer, koliko imam kisika v krvi. A veš, vsaka stvar, ki ti lahko malo pomaga, da te v enem trenutku ali malo pomiri, ali pa da ti pokaže, kaj dogaja, ja pismo. Menda to sprejemamo z odprtimi rokami. Drugače, kar se barv tiče, ne, moram reči, da tale rdeča mi ne ustreza najbolj. Ampak, veš, pri barvah stvari, ki jih testiraš, ne, je tako, da ponovadi tisto, kar dobiš, to moraš preizkusiti. Hočem reči to, da obstaja več barv. Tale je rdeča, nekaj med rdečo pa oranžno, vidiš? Pa imaš pa še pink, pa eno zelo zanimivo zeleno, pa črno. Pasek je iz silikona. Ki ti v roko primeš, se mi zdi še posebej fin, še posebej nežen, pa ne sem to ura tehta sam 18 gramov. A veš, kaj to pomeni? Ta je precej lahka, pa tudi približno ne tehta samo 18 gramov, pa zato že včasih skoraj pozabim, da jo ima. No to je pa tako, da bi luft nosil. Mimogrede, punce, dame, zadeva zna spremljati tudi menstrualni cikel. Mimogrede, tudi približno si nikoli nisem mislil, da bom v komotra minuti uporabil to besedno zvezo. Predvsem pa je Band 6 in se mi zdi, da to mrzlo med vami tudi žive ura za ljudi, ki si prizadevajo ali pa dajmo reči, prizadevamo biti fit. Veš, jaz sem zadnje čase ene par kil dol butnil. Pa moram reči, da mi je pomagala. Obenem pa poudarjam, da zaradi parih poškodb, ki jih imam, nisem izkoristil celotnega potenciala te ure, ki je povezan z vadbo. Tudi zato, ker ti je sposobna ponuditi 96 različnih vadbenih programov. Kar se pa dizajna tiče, le v teh zadevah je tako kot pri avtomobilih zelo nehvaležen govoriti, ker to je najbolj subjektivna stvar mogoča. Ampak dejstvo pa je, da je precej elegantna. Zaslon recimo je 1,47 palčen, pa ločljivost zaslona je 194x368. Gumbek vidiš, a vidiš? Zdaj vidiš. No, ta je pa na strani. Pa imaš pa še kupenih kozmetičnih for oziroma prilagajanj, kot recimo pri GT2, čeprav jaz tega, to moram priznati, praktično nikoli ne počneš, lahko zamenjaš oziroma nastaviš kupenih ozadij. Itak si z njo povezan prek telefona, si lahko gor rukneš eno fotko iz tvoje galerije. Vse, nekaj, kar ti je pač všeč, pa rad večkrat vidiš. Opa. Ne bi bilo šlo, če se lotimo tudi cene. Košta 60 evrov, no zdaj sem se malo zlagal. Ampak sem se res čisto malo, zato ker stane 59,99. Ok, zdaj pa še ena stvar, za katero me pri Huaweiu niso niti prosili, da bi jo izpostavil ali pa povedal, ampak se meni zdi pomembno. Zelo veliko vprašanj dobim na dnevni bazi o tem, kako handlam vse stvari, ki jih imam. Namreč zame veš, da sem Huawei ambasador že zelo dolg časa, praktično že 5. leto. Moj vsakdan je praktično vedno poln Huaweiovih
izdelkov. Ura, FreeBudsy, mislim služke, tablica od Tamale, to smo omenili, telefon, s katerim snemam v tem trenutku, Mate 40 Pro, pa valjda laptop, MateBook X Pro, ta zadeva je neke vrste središče tega, čak bom zaprl, se bomo boljš videli, ekosistema, ki je zame zelo pomemben. Pri meni je najpomembnejši prenos podatkov, fotografije, videi. Da sem doma, na sestanku, v pisarni, povezan na ta način, da zadeve, kar rabim, zlaufa, hiter pa učinkovit, ne da se s tem zabavam. Veš, kaj hočem reči? Ta glaven tata-mata tega sistema je nekaj, kar pri Huawei imenujejo Huawei Share. Jaz moram reči, da sem totalno šokiran, da kdaj srečam ljudi, ki imajo Huawei telefone, recimo. Pa kdaj hočeš kakšno stvar deliti, dej pošlji mi video, fotko, karkoli, pa pozaj začnejo strašiti z Bluetoothom, pa z WeTransferji, pa ne vem čem. Tukaj imaš še nalepko, veš, ko piše Huawei Share. Butneš telefon gor in je zadeva rešena. Hočem reči predvsem to, da zadeva dela, ker mogoče ni čist absolutno samoumevno, zato ker ne pozab, tukaj morata biti uspešno pa učinkovito združeni dve platformi. Windows pa Android. Pa, ko imaš enkrat zadeve združene, ti pa itak preostane samo še drag and drop, mečeš levo, desno, gor, dol, kar pač hočeš. To. Pa še ena, ta tretja stvar, ljudje, jaz se z največjim veseljem odzivam na vaše vprašanja, odgovarjam, pomagam, svetujem, ki prije do nakupa ali Huawei izdelkov. Običajno govorimo seveda o telefonih, rad bi vas pa na nekaj upozoril. Se mi zdi, da včasih kar malo pozabite. Dajte prosim lepo, vsaj tisti, ki imate možnost, pa se zavedam, da to niste vsi. V Ljubljani je štacuna oziroma Huawei Store, BTC, City Park, prvi štuk, nasprot Lego Stora. To pa govorim zato, ker se zelo dobro zavedam predvsem ene reči. Največ šteje to, da se ti lahko uživo pogovoriš s strokovnjakom, da lahko uživo primaš v roko vse, kar je sploh na voljo. Ali so to ure, vem, da imajo praktično vse. Ali so to telefoni, pa ne samo ta dragi, serije Mate, pa P40 Pro, imaš tudi cenejše serije, ki so mimogrede zelo sposobne, ki prije do sistemske moči, do fotografskih pa video zmogljivosti. Pa imaš uvitke za telefone, štenderje, mislim tripode. Za božjo voljo, tam imaš tudi Huawei tehtnico, za katero mimogrede do par tednov nazaj sploh nisem vedel, da obstaja, tudi tista je precej pametna. Hočem reči, da prosim lepo, če imaš cajt, če te kaj zanima, seveda lahko meni pišeš, jaz bom z veseljem odgovoril. Pejt v štacuno, tam imaš človeka, ki obvlada in praktično vse izdelke. Prijeten plac z veliko odgovori. In to je to, kar sem jaz danes zapovedati, če si zdržal do konca the best, mogoče si kaj pametnega zvedel. Drugače prihaja veliko avtomobilske vsebine, ogromen jih reči imam posnetih, tudi zelo zanimivih, veselim se tudi nadaljevanja, štoprce pri atmosfercih in to je to. A prav, zdaj pa tišina. Ni žage, ni aviona. Kje pa je Gizmo? Gizmo!